Lep pozdrav vsem skupaj. Sploh ne vem, kako naj začnem. Vem. Včeraj sem o morilcih govoril, ne? Prej pa 2 mesec, pa še malo pa o ljubezni, pa sočutju, pa ne vem kaj. Zdaj pa bam, ne? Super, všeč mi je, očitno vas je, ali pa je ljudi premaknil ali naslov, ali pa dejstvo, ne? Jaz sem hotel današnji video narediti še na temo pedofilije, da bo še bolj bomo zagrabili čez stvari, ker na mehko se ne da, ne? Moramo iti bolj na hardcore, da si razjasnimo morilce pa umorjence, ne? Pa bom pedofilijo oziroma zlorabo otrok in trgovanje s človeškimi organi dal za jutri, ne? Ker bi rad osvetlil nekaj, kar se je zgodilo včeraj tekom dneva. Tekom dneva smo mi ugotovili, da je mu Trump rojsten dan, ne? Zdaj jaz imam tlele majčko, tako, vidiš, Q, še prodal bi lahko kakšno za 15 evričev, če bi jo kdo hotel. Ne gre za prodajo. Trump je imel rojsten dan in so padale tako lepe objave, tako polne optimizma, tako polne tega galaktičnega, duhovnega sveta, ne? Med drugim, pa da bi za rojsten dan Trump pripravil mičken rošade. Stresle so se delnice, stresle so se borze, stresle so se kriptovalute, stresle so se gore in poplavljale teritorije v Grčiji, pa še nekje, a v bližini Washingtona, ne vem. V tej vojni so velikokrat uporabljene naravne katastrofe, torej poplave so z namenom, da podgane preplavajo na plano, nič drugega. Ogenj je pa namenjen uničevanju tistega, kaj ni za nas, ker ogenj sežge vse, tudi strupe. Včeraj je bila en velik rom-pom-pom in jaz sem si uspel shraniti en tak koncentrat tega, nekoga, ki je napisal, to je Peter Majer, znani umetnik in žvižgač. Evo, sej, če dalje več na žvižga, ne? Jaz sem kusek, pa nimam veze s ptičjem kosom, ampak žvižgam pa ja. Pa ni to, jim ni všeč, ne? Žvižgači jim niso všeč. Ker kaj? Žvižgači izžvižgavajo nekaj skritega, ne? Njim pa ni všeč, da zdaj pa kdo na glas pove, kaj se oni grejo, ne? Ej, tle sem pripravil samo en tak motivacijski video za zadaj. Kaj sem pa zdaj kliknil? Zvok sem ugasnil, je pa vezan na Trumpovo, na Trumpovo in Q in Whitehead ekipo. Če te berte, če ne. Jaz sem hotel sem toliko, da imamo mičken ozadja, nič drugega. Lej, ideja je v tem, da pogledamo, pazi. Z genetiko so nas hteli poturiti, ne vem, sem omenil reptile, drakone, kaj so že, drakoreptili so naši šefi, pa ne direktno prek Anunnakov vplivajo na nas, vse to so ekstraterestiali. In Anunnaki so naši, bom rekel, ti lisjaki, ki nas gonijo po zajčniku, oziroma so neke naše vrste pasteri, pa niso pasteri, ampak so lastniki, ki nas bodo požrli na koncu. Kot v farmi. Vsaka farma je samo manjša izvedba, kako svet funkcionira. Pa res funkcionira tako, da bi nas oni pobili. Tu sem včeraj najbolj dosti nazorno nakazal. Skratka, DNK Anunnakov imamo tudi. Ampak naš osnovni DNK je pa 12 vijačen, ne dvovijačen kot od Anunnakov. Tako
torej, mi se zdaj transformiramo v nekaj višjega, v nekaj večjega. Pa mogoče lahko to informacijo damo na stran, dejstvo pa je, da se nam zavest širi, veča proti temu, kaj smo bili kot Atlantida v Atlantidi in mi smo se pač reinkarnirali na tej zemlji in smo mi še vedno ta ista duša, ki je bila takrat, je tudi zdaj tle. In tista duša, ki si je izbrala, da je tukaj in zdaj na tem teritoriju, v tem času, je s točno določenim namenom. In vsak nivo duše, kdorkoli zdaj to gleda, ne glede na to, ali mislite, da zamujate ali da prehitevate, ne, vse je točno v piko, ker kozmos ne fali ni mikron. Ne? In zavedite se, da ne imeti slabih feelingov, jaz pa ne dojemam nečesa, vse štima, vse je ok, zaradi tega, ker dušni razvoj gre po nekih stopnicah, gre po nekih nivojih. Nisem dovolj pameten, da bi vam zdaj jaz to vse razložil, razumem pa, da je zavest tisto, kar se išče. In ko spremeniš svoj spremeniš cel svet. Pravzaprav pogled na svet, ker svet je ali si znotraj zajčnika ali si pa zunaj zajčnika. Ti si še zmeraj na tem istem svetu. Ja? Okay. No, ok. Meso se uporablja kot sistem pošiljanja za stvari, ki jih ne boste dobili, ker zavračate cepiva. Naprimer, piščančjo hrano uporabljajo, da nas zastrupijo. Piščančji kroketki, pa tako so fajn, ne? Piščance, ki niso preživeli, oni fliknejo v mlinček, pa in dodajo nekaj zraven, da nam ne smrdi, ker če bi nam smrdelo, bi mi rekli, tole pa ni za jest, pa še ofrigajo, opohajo, ne? Drobtince, jajček, moka, moka, jajček, drobtince pa v olje in gre, vi direkt ne crknete, ampak vaše telo ni dobilo niti enega elementa, ki bi bil za telo dober, razen volumen v želodcu pravi, ok, zdaj sem pa sit. Če pa s kečupom še namažeš, je pa sploh top. Ne bom šel kaj noter znel. Pravilo tega sveta pravi, da ne rabi umreti nobeno živo bitje, da bi preživela ta bitja. Okay? Torej, mi nismo mesojedci, pa pika. Pa nisem rekel, da zdaj jaz da ne jem mesa. Še, ampak izbrano zelo malo, kotletov, zrezkov, golažev in teh stvari pa pač ne. Čevapov pač jih ne. Hočem reči, gre za prehod, ni zdaj tako, zdaj pa od jutra naprej pa ne bom več jedel mesa in se bom razsvetlil. Ali pa sem vegan že 42 let in zdaj sem pa jaz razsvetljen. Nobeno od teh dveh ne drži, ker se da in eno in drugo z neko, bom rekel, mero, z nekim občutkom pravzaprav v glavi, v zavesti rešvati, ne? Jejte jajca, maslo in pijte ekološko sojino mleko. To je nek tak napotek, kar v izi, jaz mleka ne pijem, recimo. Vsi kriminalci kabale bodo privedeni pred sodišče v Gitmo, Guantanamo, Guam, v argentinski Kaj Fireland in v zaporniških sistemih COM2 in COM3 v Izraelu, Ukrajina in ves svet bo očiščen kazarske mafije. Tale stric pa ekipa Whitehead so sprožili to. JFK je bil tisti, ki je pravzaprav sprožil ta cel movement, bom rekel, na zemlji, ker od odzgoraj pa galaktiki pa pomagajo. Never give up je bil message na koncu. Nikoli ne obupajte, na pravi poti smo. Reptili oziroma negativci, morilci, narcisi bi radi, da mi obupamo. No way. Ni šanse, ne jim dati tega, ker tle so oni želeli imeti kontrolo nad nami, da nas stisnejo čisto v svoje kremplje. Oni so bolj nemočni kot mi, to je dejstvo. Oni se zavedajo, da če se mi prebudimo, pa mi zbudimo atomsko energijo v sebi, da je po njih. In ja, v fazi smo točno tej zdaj. In če mi ne verjamete,
en mesec pa pol kričim čez sistem, se probam lepo povedati, ampak nimam nobenih težav v svetu, noben me ne lovi, pa še noben mi ni obljubil ne grmade, ne križa. Tako, ne funkcionirajo stvari, kabala propada in vsak, ki ima prste v pedofiliji, genocidu, zločini nad otroci, human trafficking, se pravi trgovanje z organi, vsi so smrtna kazen jim je zagrožena, se zastopimo. In ne moramo zdaj reči, joj, pa on pa nekaj ne razume, kaj je butast pa nekaj, ampak otročke je pa le v ritko pritisnil. Ne, dragi moji, ti ljudje ne smejo se mešati v zdravo družbo, ker sicer družba postane slaba, se strinjamo. No, evo. Vse bodo potamanili enega za drugim. Imamo en video, sem naredil, kaj dela vojska. Tam so še stvari. Sodniki so pokvarjeni in podpirajo ameriški zaporniški sistem z ustvarjanjem za profitni kriminal. Kriminal se je dogajal ves čas, samo sodniki so ga pokrivali. Pravna služba je znala te kriminalce očuvati, ker ideja je bila, da se nas potamani, ne da smo mi okej, pa da smo zdravi, lepi, cool, pa ne vem kaj. Ne, nas so tel potamaniti, ampak prek kriminala. Družba je zastrupljena, to sem že tudi omenil, hrana, tablete in zdravniki, ki so vsi vedeli za to. Torej, če se dotaknem, naša telesa potrebujejo, pravi zdravnik bi mogel pacienta vprašati, kakšno vodo pijete za začetek, kakšno hrano jeste, koliko ste v stresu, kje se nahajate in kakšnim valovanjem ste izpostavljeni, elektromagnetnim in zvočnim. Ja? Tega vam ne vem, ko greste k doktorju, vas tukaj vpraša, jaz ne vem, ker nisem bil tam že mnogo let, pa ne vem. Ampak vidim pa, da ljudje precej tablete nosijo, pa nič dosti se o vodi ne sprašujejo. Ne vem, meni se zdi, da nešto ne valja. A ne? Ali sem jaz butast, ne? Kar ne tako razmišljajo, super je. Zavarovalnice imajo velike izgube, da ne boste mislili. Bencin, ne bom, združena, tako. V incident kriminala, genocida so vpleteni, pazi, cepilci, zdravniki, vozniki tovornjakov, farmacevti, zdravniki sem že rekel, medicinske sestre, bolnišnični delavci, znanstveniki, sindikati, duhovniki, WHO, Svetovna zdravstvena organizacija in CDC, Center for Drug Control, se pravi tisti, ki kontrolirajo kao zdravila, ki so dobra za ljudi. Spisek stvari in ljudi in organizacij, ki so na seznamu za umik. Jaz sem včeraj probal biti precej eksakten, pa jutri bom tudi, ko bom se pa pedofilije dotikal. Ni tle več hec, pa gremo mi malo, mogoče pa kakšen duhovnik, kakšno punčko se dotakne. Stvari so tako zelo grde, tako hudo sik, tako bolane, da ko jih bomo odprli, pa to Pandorino skrinjico, ko bomo odprli mi to, boste vi želeli te ljudi lastnoročno zadaviti. Zaradi tega se vse stvari delajo v ozadju, da jih vi ne boste zadavili, ker so si to zaslužili, poškodovali so celo mogoče vaše otroke, vaše sestre, brate, starše in kakorkoli. Vsi ti ljudje, ki so bili spolno zlorabljeni, so poškodovani na tak način, da se ne upajo izpostaviti. Njihova integriteta je potolčena čist do dna. In ti ljudje nimajo moči, da se postavijo sami zase. Še tisti, ki so jim rekli, to si se pa ti malo izmislil, da boš tega vaškega župnika speljal, da ga boš osramotil. Ti ljudje imajo zelo, zelo, zelo velike travme po
vseh letih življenja se ne rehabilitirajo do popolnosti. In zdaj tle je Trump bil tisti, ki je rekel, bodi glas tistih, ki glasu nimajo in stoj za kriminalom, spoznaj in obelodani kriminal, ki je bil storjen nad otroci, ker oni si pa sploh niso mogli pomagati in ta Satan je šel točno nad najšibkejše, toliko moči pa ima, nas je pa ustrahoval, pa lajal. Mi smo tisti, ki moramo zdaj tam ljudem, ne samo sistem itak je treba odpičiti, ampak tudi ljudem direktno v fačo povedati, majster, vemo, vozi oziroma tam tišina, jim ne nucajo ne BMW-ji na Cayenne, res ne. Bili so zelo dobro plačani, najhujše to, da jim pravimo, da so neumni ali pa da ne vejo, a veš, ljudje pač ne vejo, niso izobraženi. So, dobro vejo, kaj počnejo in delajo grde stvari. In skratka, te ljudi je treba odstraniti iz naše družbe. Naša družba, ki pa prihaja na plano, ki se formira, vsak dan več ljudi se prebudi, začuti ta občutek, ta občutek neskončne moči, kar rinemo, kar grizemo, kar norci in prav je tako. In vljudno vabljen vsak, ki je na meji, ali bi zarobantu ali ne bi zarobantu, da v sebi najde to energy. Ta energy je prisoten, vendar ne v kaosu, večkrat sem že to izpostavil, kadar greste vi v mir, v tišino, takrat se da kaj zaslišati in spoznati, kdo smo. Mi žal smo vsi pozabili, z rojstvom smo pozabili, kdo smo, kam pripadamo, kaj imamo in odkje sploh prihajamo. In vse te stvari se bo treba počasi spomniti. Eto. Voda ima spomin, preko vode se bomo spomnili marsičesa, z vodo bomo pa mi začeli našo osnovno prvotno terapijo. Ja, ne vem, z viskijem ne gre, ne? Pa s pištolo tudi ne, pa s kričanjem tudi ne. Tako da zgleda bo treba najti eno sestavino, eno substanco, ki je nam primarna in brez nje ni življenja. O tem bom jutri tudi še kaj dodal. Do takrat pa pejte se vi čofniti v vodo, pejte hoditi po močvari ali pa nogo dejte, da se razelektrite nekam v vodiko, super pomaga. Uživajte sonce, držite mir, izberite si pametno glasbo, pazite, kaj jeste. Bodite primer ljubezni na dveh nogah, dejte komu nasmeh, dejte komu prijazno besedo. Ta svet je tako zelo v eni taki žalostni poziciji, ampak okej, si znamo pomagati. Tudi včeraj sem rekel, človeštvo je izgubilo občutek za humanitarnost, a veste, drugemu pomagati je izhodišče, tako družba bi mogla funkcionirati, pa ne. Dajmo mi to malo spremeniti, dajmo razmišljati o tem, da smo v miru in da vse, kar nas pelje, kar nas goni, je večna in neskončna ljubezen, ki prihaja od Boga. A ste vi Bog, a smo mi bogovi, a smo del Boga. Občutljive so ta izrazoslovja. Kozmos, peta dimenzija, sonce, solarni bliski, včeraj nas je Schumannova frekvenca tresla. Dogaja se nam ful, res ful, samo morate odpreti oči, pa boste tudi zagledali. Tudi veri so na razpolago. Jutri več o pedofiliji, pojutrišnjem imam pa v planu, da pa mečkam o tem, kako so mame nevede prodajale svoje otroke porodnišnicam, kako smo mi v bistvu ful vredna bitja, ker smo prodani Vatikanu, ampak mi naša imena, naše osebnosti kotirajo na borzah. Vsa ta sredstva pripadajo nam, ne pa njim. Vse to se vrača k nam. Prihajamo v lepo dobo, vendar čisti. Okay?
V fazi čiščenja vam želim prečudovit dan, jutri bom pa mogoče bolj prej, ker danes sem bil brez elektrike, nisem mogel. Uživajte, čau!